lepa, zelo pozdravljeni. Vsekakor sem vesel konstruktivnega odziva na te vladne ukrepe, predvsem socialdemokratov, ki bodo te ukrepe, kot sem razumel, proučili in jim še kaj dodali, jih morda dopolnili, morda našli tudi kakšnega novega. Vsekakor pa odločno zavračam, da gre za kakršnokoli strahovlado s temi ukrepi, da želi Slovenska demokratska stranka z nekimi pritiski te ukrepe dejansko tudi uresničiti. To je bilo stališče, kot sem razumel, pozitivne Slovenije. Ravno nasprotno, v Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je to zadnji čas, da se ukrepi sprejmejo v takšni ali drugačni obliki, predvsem pa skupaj s socialnimi partnerji. Vsezadnje je v primerjavi z prejšnjim obdobjem, z obdobjem prejšnje vlade, novost ta, da so bili vsi ti ukrepi dani javnosti na spletne strani in tisto, kar je najbolj pomembno, dani v premislek socialnim partnerjem, tako sindikatom kot delodajalcem. Kar seveda izraža voljo vladne strani, da skupaj pridemo do najbolj učinkovitih ukrepov in seveda do tistih, ki bodo sprejemljivi za vse. Vsekakor menimo, da bodo potrebni kompromisi, menimo pa tudi, da osnovna nit mora biti razvidna iz teh ukrepov. To pa je zmanjšanje primanjkljaja, ki je žal že okoli 6% bruto družbenega proizvoda, kar pomeni, da za 3 odstotne točke presegamo maastrichtske kriterije in seveda na eni s primanjkljajem pa seveda tudi zaustavitev javnega zadolževanja. Žal, brez ukrepov na strani potrošnje ne gre. Poudaril bi, da to niso varčevalni ukrepi. Mi varčujemo takrat, ko imamo višek denarja. Zdaj bomo manj potrošili zato, ker se ne bomo dodatno zadolžili oziroma ne bomo zadolžili prihodnjih rodov. In mislim, da katerekoli storitve, če želite tudi socialne storitve, nekdo enkrat plača. Ali mi, ali naša generacija, ali prihodnji rodovi. To bi seveda rad poudaril, ker večkrat se tudi v tisku, tudi v ostalih medijih, na televiziji in radiju govori o varčevalnih ukrepih. Varčujete, če imate višek na transakcijskem računu. Če viška ni, potem ni kaj varčevati. Tukaj gre v bistvu za to, da se omeji poraba na tisto, kar dejansko ustvarimo. In očitek ali pripomba je, da ni dolgoročnega izhoda, da ni načrta, da ni nekdo prejel načrta, kako iz tega. Je načrt. Mi zraven postavljamo še fiskalno pravilo in do leta 2015, 2016 bomo imeli po predvidevanjih, po načrtih izravnane proračune javne porabe, kar z drugimi besedami pove to, da bomo porabili toliko, kolikor bomo dejansko ustvarili. To je prvi niz ukrepov. Jaz predvidevam, da bo poleg tega, da se bomo dogovorili o zlatem fiskalnem pravilu, govorili tudi še o drugih sklopu ukrepov. To je predvsem ukrepih, ki se nanašajo na večjo konkurenčnost gospodarstva, kajti le z večjo konkurenčnostjo gospodarstva lahko dosežemo večjo gospodarsko rast in delovna mesta, da bodo seveda ukrepi šli tudi v smer, ki bodo sanirali bančni sistem in seveda tudi odpravili kreditni krč, ter da bodo seveda ukrepi šli tudi v smer, kjer se bo zaostrila odgovornost za lastnino in tudi odgovornost dejansko lastnikov podjetij, kajti danes premoženje ne pomeni samo neke dobrote, nekaj dobrega, dividend in tako naprej, ampak tudi odgovornost do skupnosti, do delavcev, do zaposlenih. Skratka, pričakujem tudi ukrepe, ki bodo šli v tej smeri. Toliko mogoče za uvod, verjetno pa imate glede
teh ukrepov tudi kakšno vprašanja, kakor izvolite. Kakšni so izračuni, koliko bo vlada privrčevala pri sebi? Predstavili ste, da boste zmanjšali stroške mogoče za programsko opremo, za avtomobile, parkirišča in take stvari. Koliko konkretno bo tam? Pri teh zadevah bo seveda nekaj 10 milijonov, če govorimo o teh stroških, ki ste sedaj navedli. Tukaj govorimo seveda tudi o javnem sektorju, če govorimo o plačah, je seveda to največji del, kjer se bo privrčevalo pri znižanju plač oziroma dohodkov. Odvisno pa je seveda, za kakšen odstotek se bodo dejansko plače znižale. Zanima me samo vlada pri sebi. Teh izračunov do zdaj še ni bilo. Pri vlada pri sebi za nekaj 10 milijonov, če govorite o materialnih stroških. Koliko je to? 3, 10? Nekaj 10 milijonov pri materialnih stroških. Izvolite. Ravno kar smo poslušali na Pozitivni Sloveniji, da pogrešajo več ukrepov na prihodkovni ravni, na tem delu. Prihodkov proračuni in oni predlagajo v bistvu dvig za 2 odstotni točki DDV-ja, tega najvišjega. Da bi to na nek način prineslo dodatne prihodke, kar bi razvodenilo pritiske na te najšibkejše socialne sloje. Kaj menite o tem predlogu? Situacija danes še vedno pa ni takšna in upam seveda, da ne bo, da bo treba poseči po tem ukrepu. Namreč davek na dodano vrednost je regresiven, kar z drugimi besedami pomeni, da najbolj prizadene najbolj šibkejše, tisti, ki so socialno najšibkejši. Tukaj, da socialno najšibkejši kupujejo izdelke in storitve po nižji stopni, seveda ni res. Vsi kupujemo izdelke in storitve, hrano, zdravila in tako naprej po nižji stopni in vsi kupujemo seveda tudi izdelke in storitve po tej normalni ali pa splošni stopni. Tako da takšen ukrep bi na eni strani pomenil udarec najšibkejšim, na drugi strani pa bi zmanjšal konkurenčnost naših izdelkov in glede na to, da smo relativno geografsko majhna država, bi seveda pomenil odliv kupne moči v sosednje države, kjer imajo te stopne dejansko nižje. Tukaj mislim, da je seveda ta ukrep v tem primeru prenaglan in dejansko nepotreben.